V dobrih 2 letih delovanja novih vodarn jezerov Družinski vasi in Stopiče se lahko pohvalijo, da ni bilo niti dneva obveznega prekuhavanja vode, kot je bilo v preteklosti praksa vsaj tretjino leta, se pohvali direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič. Projekt hidravličnih izboljšav ima sicer desetletje dolgo brado. V osnovi je bil zastavljen širše, zaradi pomanjkanja denarja pa so morali izločiti precej vodovodnih odsekov. Sedaj pa smo uspeli seveda tudi z lobiranji v Ljubljani in pa z dejanskim prikazom o nujnosti dodatnih odsekov smo uspeli dobiti v letošnjem letu dodatne 4 milijone. S katerimi bodo gradili dodatne odseke. Od mestnih njiv vodohrana Marof, potem od vodarne Jezero do Prinovca in pa v Šentjerneju, torej Šentjerneja po glavni cesti proti Dobravi v Škocjanu in pa bistveno se povečuje vodohran težka voda na 1000 kubikov, kar je seveda zaradi potreb Revoza in Krke zelo pomembna vodohranska kapaciteta. V sklopu hidravličnih izboljšav bodo obnovili 30 km obstoječih vodovodnih cevi in vgradili 10 km novih. S tem bo ostalo manj kot 10 km azbestnih cevi, poudarja Klemenčič. Omenjene naložbe morajo zaradi zahtev kohezije dokončati do konca septembra prihodnje leto, ko mora biti nared tudi Suhokranjski vodovod. Komunala bo prevzela ob koncu naslednjega leta v upravljanje približno 150 km novega in obnovljenega omrežja, 3 vodarne, torej Jezero, Stopiče in pa vodarna Vinkovrh v Žužemberku, ki je nova vodarna. Pa tudi veliko novih vodohranov, s čimer bodo zagotovili kakovostno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo, dodaja.